Letošnja noč erotičnega filma Kinosloga Retro Sex se bo odvila prav na Valentinovo, zato bomo začeli z enim znamenitih filmskih traktatov o ljubezni. You know I always believe in love. But where do you find it nowadays? Romantični, spolni, platonski, homoerotični, čisto vse jih bomo izdatno predebatirali in odtelovadili v filmu Zaljubljene ženske, ki ga je po istoimenskem romanu D.H. Lawrencea posnel enfant terrible britanskega filma Ken Russell. Treba je priznati seveda, da film Women in Love ne pripada čisto zares domeni seks filma. Kljub temu, da je bil v svoji premieri leta 1969 sila škandalozen, je šlo vendarle za ugledno filmsko produkcijo z blestečimi igralskimi imeni. Vsi ga pa zgodovina erotičnega filma zelo rada prilašča, ker je šlo obenem za prvi mainstream film, prvo komercialno in kritiško uspešnico, prvi film za studijsko podporo, ki je obenem vseboval prizore frontalne moške golote, po domače gol moški ud. Te ude sta prispevala Oliver Reed in Ellen Bates, tako da mislim, da težko najdemo argument, da bi si to enkratno projekcijo zelo redko predvajanega filma utrgali od ust. The proper way to eat a fig in society is to split it in four, holding it by the stump, and open it, so that it is a glittering, rosy, moist, honeyed, heavy-petaled, four-petaled flower. Ker bomo začeli takole bolj klasično in zelo omikano, bomo nadaljevali full gas. Sledita kar dve trdoerotični kultni klasiki, ki si ne bi mogli biti bolj različni. Najprej bomo šli v Francijo. Spet smo se povezali z legendarnim producentom pornofilmov, francoskih pornofilmov iz tistega pornošik obdobja 70. let, gospodom Francisom Miškindom. Gospod Miškind jih bo kmalu dopolnil 90, pa je še vedno izjemno aktiven, živahen in dobrodušen in prav on je tisti, ki nam omogoča, da bomo končno na velikem platnu lahko pogledali enega od kultnih filmov pomembnega režiserja tega pornošik obdobja, Francisa Leroya. Film Vzemi me, Je suis à prendre, ki pa ga bomo gledali predvsem iz drugega razloga, da bomo na retroseksu končno na velikem platnu videli njo, kraljico, boginjo euroerotike Brigitte Lahaie. Nazadnje gremo še na Japonsko in se, kot nam je v navadi, vrnemo resnično nazaj v bivšo slogo. Na sočni, nostalgični, čudoviti 35mm filmski kopiji iz arhiva Slovenske kinoteke si bomo ogledali trdoerotični remake filma seksualne fantazije Hakujitsumu v režiji očeta japonskega pinku filma, torej japonske filmske erotike Tetsujia Takechija. Gre za enega bolj zloglasnih, mračnih, fantazmagoričnih hitov, tako zloglasnih, da je potreboval kar dobrih 10 let, da se je od svojega nastanka leta 1981 končno prebil tudi v naš kinematograf poznega leta 1992. Tako zloglasnega, da so ga takratni kinosporedi napovedovali samo s slovenskim naslovom in brez vsakega opisa, da ga ja ne bi šel kdo gledati. Jaz vam seveda svetujem, da si ta kultni erotični film, ki se ob prijetnih ali pa malo manj prijetnih zvokih brenkanja šamisena odvija v zobozdravnikovi ordinaciji, tokrat vsekakor ogledate 14. februarja v bivši slogi. Se vidimo! If anyone feels shocked or startled
or outraged by this meaningful spectacle, then they are to be pitied.